Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Župan z vami. Naš in vaš gost je župan občine Žalec, Janko Kos. V žalski občini je bila tudi prva polovica letošnjega leta zelo pestra in aktivna, čeprav vemo, da septembra praznuje občinski praznik in tudi na to se že pripravljajo. Skratka, tem za pogovor je veliko. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, nekdaj je veljalo, da prva polovica leta proračunskega je namenjena bolj pripravi projektov, potem pa v drugi polovici naj bi se vse naredilo, veliko investicij, veliko konkretnega dela na terenu. Kako je zdaj? Ali zdaj to nič več ne velja? Ves čas potekajo dela? Nažalost, to vedno malce velja. Na začetku ne štartamo pravočasno. Postopki javnega naročanja se vlečejo, potem se še kdo pritoži, proračun ni takoj na začetku leta sprejet in potem smo vedno v časovni stiski in potem konec leta ugotavljamo, kdaj bo padla temperatura, toliko, da ne bodo asfaltne baze delale, pa spet ne bomo nekaj mogli narediti. Tako da to je naša bolečina. Ali pa druga stvar, ki je vse posod po Sloveniji, da takrat, ko ljudje, turisti najbolj potujejo, takrat mi največ delamo na cesti, ampak to velja tudi za direkcijo, za infrastrukturo in za državne ceste tudi. Ja. Če pa rečem najbolj aktualno, kako ste končali šolsko leto? Ja, super. Otroke imamo pa pridne, nadebudne, inovativne, kreativne. To vidiš, ko greš na kakovo leto. Ti otroci 15 let stari so bolj zreli, kot si mi mislimo in verjetno manj, kot si sami mislijo. Če gledaš po svetu, pri takih letih že ponekod punce prevzamejo materinstvo, v vojnah so sodelovali fante in dekleta. Jaz gledam ta oddajo Mali šef, pa vidim, kaj ti otroci znajo, pa to so fantastični. Koliko enih idej pa pri raznih prireditvah. Ampak jaz ne mislim, da otroci ne bi živeli svoje mladosti. Ne živijo mladosti, ne vse bo v svojem pravem času, ampak to je tak potencial v teh otrokih in treba jim je dati spodbudo, podporo, tako strani šole, lokalne skupnosti, staršev, ker ni neumnih vprašanj, so bolj neumni odgovori. Otrok, ki je vedoželjen, je potem bolj uspešno življenje, zato ker naj sprašujejo in take rabimo. In mi imamo dobre šole v Žalcu, otroci dosegajo odlične rezultate na številnih tekmovanjih iz znanja, da ne rečem tudi na športnem in glasbenem področju. In to se dokazuje v postopku nadaljnega šolanja. In je neka korelacija. Tiste, ko jih jaz srečujem ob koncu leta in stisnem roko kot odličnjakom, dobitnikom priznanj, srečujem tudi kasneje v življenju na različnih področjih. Tako da tisti, ki se kmalu ne zanaša sam na svoj talent, ki mu je bil zibko položen, pa se nauči, da je treba trdo delati, tisti potem je uspešno v življenju. Tako da meni se zdi, da z tega vidika Žalcu ali pa Sloveniji tudi nasploh dobro kaže, če ne bomo preveč otroke zavili v vato in preveč popuščali, da bomo rekli, da so učitelji v šoli avtoritete, ne da bomo z otroci hodili v šolo, pa po možnosti še z odvetniki. In veliko napako delajo ali pa delamo starši pri vzgoju otrok, zato pa take neumnosti in take deviantne pogoje potem, mislim, stvari spremljamo v Sloveniji. To ni dobro, to pa ni dobro. To ste tudi povedali na tem sprejemu za učence, ki ga pač pripravljate vsako leto, ker ti dosežki si vendarle zaslužijo, da se tudi javno povedo in so res tudi v kulturnem programu nastopali najboljši. Absolutno. Zakaj bi mi za devetošolce kupili neko predstavo v Ljubljani pa dali par tisoč evrov nekomu, da bi zaslužil, če pa pevski zbor iz Šempetra, otroški in mladinski, dosegel zlato priznanje na republiškem tekmovanju, absolutno najboljši, če plesna skupina osnovne šole Petrovče, starejša skupina, bila absolutno prva v Sloveniji na tekmovanju in potem te vključiš v program in boljšega programa skoraj ne more biti. Jaz sem spremljal, kako so bili otroci tiho. To je neobičajno. Smo že imeli kdaj tudi, ne vem,
pa da delam komu reklamo kakega znanega umetnika, pa so klepetali, pa ni bilo miru, dvorane, ki otroci 15 let stari pač težko sedijo kakšno uro in pol na mesto. Tokrat tišina, koncentracija, vse je bilo tako, kot je treba. No, pa če greva k manj prijetnim stvarem, oziroma ves čas zdaj že govorimo o teh avgustovskih poplavah lani, pa je občina Žalec nekoliko posebna po tem, da je tam tudi podtalnica veliko škodo naredila. Kako so se obravnavale zdaj te škode? Ali je občina prejela od države denar? Se sanacija izvaja, tudi Savinja, vodotoki, bregovi? Ja, škoda je bila popisana se strani komisij, vnešena v Ajdo. Dobili so tudi posamezna gospodinjstva, posamezniki 40% akontacije od ocenjene škode. No, tu je treba reči, da je država v primerjavi s preteklimi poplavami, s preteklimi leti dokaj hitro odreagirala. Podjetja zdaj dobivajo akontacije škode, kakšni 14 dni nazaj so začeli z izplačevanjem. Javni sektor, se pravi za naše kulturne domove, za šole, za cerkev, za župnišče v Petrovčah, kulturni dom v Vrbju, pa še nismo prijeli nobene akontacije in tu še čakamo. Drugo je pa sanacijski protipoplavni ukrepi, ki bi se morali izvajati. Tu pa se v naši občini zadeve kasnijo, zamujajo. Ni skrivnost, v naši občini se je pač voda nekontrolirano razlila in pravzaprav stihijsko, in to je reševalo Celje pred še večjo vodo, pa dol ležeč, če mogoče Laško, čeprav Laško ni mogoče čisto zaščititi. In zdaj je pač potrebno nekaj narediti, vendar začasno so, bi rekel, z interventnimi ukrepi pokrpali teh 7 odorov na Savinji, od Latkove vasi pa do Celja, do Špice. Zdaj se pa nič ne dela. Vse se je ustavilo, upozarjamo ministrstvo, direkcijo za vode, nič, nobenega stroja, niti plavje ni v celoti očiščeno v bližini vodotoka Savinje, tako da jaz upam, da se bo zdeli nadaljevalo, ker mene je strah, da pride zopet do kakšne večje vode, bo te začasno pokrpane luknje, bi rekel, spet odprlo. Savinja gre vedno na istih mestih pravzaprav čez, ne? Se pravi, zdaj ni kakšne temeljitejše sanacije brežine, da bi se reklo, da je bolj na trdo narejen. Ni, žal ni, zato ker pač država razmišlja, po svoje malce jo razmišljam, da ne morajo samo preprosto utrditi z neko kamnito zložbo brežino Savinje na območju naše občine, ker bi potem prihromela voda v Celje, ampak jo želijo nekje razliti s takovanimi razlivnimi območji, kakor že to poimenujete, in delajo državni prostorski načrt. Seveda problem je zaupanje v stroko, ker prej ste omenila, imamo tudi problem podtalnice, ker voda pač nastopa kot sistemu vezne posode, ne, in ko je bila nekje voda visoka, je na drugi strani pritisnila in izbruhnila v kleteh, kjer ni bilo poplave, ni bilo površinske vode. In to je problem, pa na kup stvari stroka v Sloveniji ne zna odgovoriti, in kot enkrat kača piči, se zvite vrvi bojiš, in mi se bojimo te stroke. In jaz upam, da bojo znali odgovoriti dosti prepričljivo slovenska stroka na vse izzive, kaj je treba pravzaprav narediti, da pridemo do nekih ustreznih projektov, najprej državnega prostorskega načrta, da bi lahko naredili kvalitetne sanacijske protipoplavne ukrepe, ker v Žalcu, v naši občini, je bila škoda ocenjena skupaj po istih kriterijih 75-76 milijonov evrov, v Braslovče, ki so tako izpostavljene, pa 35-36 milijonov. Ampak dejstvo, da je pri nas bilo poplavljeno preko 700 objektov, stanovanjskih, gospodarskih, poslovnih, pomožnih, vendar
nobene hiše, hvala Bogu, ni odneslo, ampak poplavljeno je bilo pa od 20 cm do 1,5 m približno vode, in če imaš ti tudi 20 cm vode v hiši, ti naredi ogromno škode, ne? In normalno, jaz razumem, najprej se rešujejo tam problemi, kjer ti je hišo odnesli, pa nimaš kje živeti, si pri sosedih, si v apartmaju nekje živiš, ampak ne smeš pa pozabiti na to veliko območje Žalca, ki bo žrtvovano na nek način za dolvodno območje v Celju. Čeprav si je težko predstavljati, ne, tisti, ki malo vedo, pravzaprav Savinja pride do železnice v Žalcu. Ja, to je problem in tako zvane Benetke, to je pri inštitutu, pri Ekomuzeju, tam je prišlo vode 80-90 cm so nekateri imeli vode, ustavljajo šele železniška proga. To je zelo, zelo veliko območje. Ljudje si ga težko predstavljajo od Roj, spodnjih, zgornjih, Vrbija, pa pol dol deli Žalca, kot rečeno, pa Petrovč, pa Dolevca. Območje je zelo, zelo veliko. In zato moramo ukrotiti mi vodotok Savinje s pritoki, tudi Lužnica je eden pomembnih pritokov in tukaj ne moramo stati križen rok. Tu mora država, glede na to, da dobivamo evropska sredstva, zdaj nekaj narediti, zdaj ali nikoli. Če zdaj tega ne naredimo, to je pa ta odgovornost države, da če zdaj tega naredi, potem bomo enkrat za nazaj še klicali te ljudi, ko so zdaj na svojih funkcijah, kaj so naredili pa kaj niso, in ne bo se jim prijetno sprehajati po tej naši lepi deželi. Ta državni prostorski načrt, vi kot župan veste, v kakšni fazi je oziroma kdaj naj bi bil sprejet? Žal ne vem, dela se to parcialno in tudi ne bom se sestajal na teh raznih neuradnih sestankih z ministrstvom, z direkcijo, z stroko, ker potem rečejo, saj smo se sestali z župani. S kakšnim projektom pa, s kakšnim konkretnim predlogom, s kakšno rešitvijo. In mi, ko bojo zadeve celovite, ko bojo javno razgrnjene, se bomo skupaj z ostalimi deležniki, z ostalo zainteresirano laično in strokovno javnostjo do njih opredelili. Jaz vem, da mora lokalna skupnost stati pri umeščanju pomembnih objektov v prostor in da bo to tudi občinski svet verjetno obravnaval, ampak nič več na pamet, ker preprosto ne zaupaš. No, most čez Griže je en tak most, ki je tudi zdaj že kar znana, ne? V bistvu je neustrezen, promet poteka vendarle izmenično, niste ga zaprli. Bilo je že govora, da bo se začela gradnja novega mostu? Sploh ni pravzaprav toliko več problem denarja za ta most, kot je problem ravno teh poplav. Mi smo imeli dovoljenje Direkcije za vode Republike Slovenije, praktičen projekt Ready to go, da bi lahko začeli most delati, potem je nastala poplava. In seveda, v času poplave sem jaz stal na tistem mostu, me je bilo kar malce strah, kako grozovito se je tresel, ker ta most ga voda in plavje ni prelivalo. Voda je tekla približno 2 metra pod mostom, ampak ker so temelji tako slabi in spodjedeni, se je potresavalo, da te je bilo strah, da ga bo odneslo. In zdaj stroka ne zna zračunati in povedati projektantu, koliko bi morali svetli del mosta oziroma lok povečati. Ker nimajo načrtov osnov za geološko-hidroloških v povezavi s tem razlivnim območjem, zdaj zavirajo pravzaprav nas, da bi most naredili, in projektant nori, to je znani projektant Krajnc Metod iz Maribora, ki je poleg Pipenbachra eden verjetno te večjih strokovnjakov za projektiranje mostov pri nas, dajte osnove. In zdaj pač stroka komplicira, zavlačuje, ampak meni zadeve niso čisto jasne tukaj, kaj hočejo. Ker v Šeški most se je plavje, zaletavala so se drevesa, prelivalo že most, nam je poškodovalo vodovod, ki je bil pripet na most čist pod vrhom. Prav tako je skoraj prelivalo most v Kasazah
in ta mosta sta očitno ustrezna, pa še dol vodnokteri na Savinji. Tukaj bi morali pa narediti ne vem kakšno varnostno razliko in povečati svetli del pod mostom. Jaz te stroke ne razumem, ne vem, a gre tu za nagajanje ali za ustrajanje, da bi mi podprli državni prostorski načrt. Mi se kravih kopči ne bomo šli, mi smo ta most z raznimi prerasporeditvami in s kreditom pripravljeni narediti sami. Sama občina. Samo naj nam dajo zdaj osnove in tu nas zdaj pa v bistvu direkcija in stroka bremza, da ne more arhitekt končati projekta, ker hočejo, da ga preprojektira, da bi ga preprosto lahko šli v izbor izvajalca in da bi zgradili ta most, ki je pa približno 5 milijonov evrov. Če bi pa most dvigneš, pa podaljšaš, to pomeni povsem druge voze za cesta proti Vrbiju, cesta proti Surovini, proti zbirnemu centru. To nam podraži, vse spremeni. In skratka, zdaj smo imeli recenzijsko obravnavo par dni nazaj, ki je organizirala Državna tehnična pisarna, in 2 meseca so si vzeli čas, da sporočijo, na kateri koti bi moral zdaj biti most sprojektiran. Pa da vidim, kaj bo naredilo v 2 mesecih. Dobro. No, sicer so pa podnebne spremembe dejstvo, o tem vsi govorimo, tudi gasilci se pripravljajo na to, navezala se bom pa na novo gasilsko reševalno vozilo oziroma tehnično reševalno vozilo šempetrskih gasilcev, ker eni so rekli, to pa je investicija, ali to res potrebujemo? Jaz zaupam gasilski stroki v naši občini, to je gasilskemu poveljstvu občine Žalec, našim strokovnim službam, ki nekako delamo načrt nabave gasilske tehnike, gasilskih vozil, ker tukaj ne moreš upoštevati želje samo enega društva, ker ko pride do enega večjega požara, je potem aktivirajo večje število društev, ker točno se ve, koliko cistern rabiš, koliko vode, kakšno tehnično reševalno gasilo rabiš, kakšno logistično komandno vozilo, koliko vozil za prevoz moštov rabiš, in zato smo mi ugotovili, da rabimo za celo občino, za 15 društev, eno gasilsko tehnično vozilo z dvigalom. Pride do hiša, gori, je treba oblogo sneti, šperovce zložiti, se neko drevo podere čez cesto, ga je možno dvigniti, pade v jarek avtomobil, pa ga lahko to dvigalo dvigne. Pa še širše lahko delamo. Znotraj cele spodnje Savinjske doline pride upoštev to tehnično reševalno vozilo in zdaj podpisujemo tudi pogodbe s sosednjimi društvi, z sosednjimi občinami. To, kar ne znajo v medicini narediti, v nujni medicinski pomoči, znamo pa zelo dobro pri gasilcih. Mi se moramo zmeniti s sosednjimi občinami, če je nekdo na meji, pa lahko prej pridejo naši gasilci, kot pa naprimer iz Velenja ali pa govorim Trbovlje na meji, pa Prebold, pa Žalec, se moramo dogovoriti, na kak način kdo prej pride, in tukaj ne sme biti mej. Tukaj kdo prej, hitrej, to je pomembno. In to gasilsko vozilo, ja seveda, 500 000 evrov. Mi smo dali 250 000 evrov, sicer nekaj več, cisterno bi morali sofinancirati 180 000 evrov, 70% vozila z osnovno opremo. Tukaj smo pa rekli, ker da damo še zraven do 250 000 evrov, ostalo smo rekli, fantje, gasilci si pa dajte sami zbrati. In za mene je bil čudež. Fantje se niso ustrašili? Ne, jaz sem bil presenečen. Oni so zbrali 250 000 evrov, šli so od hiše do podjetje, odprli so jim denarnice in srca in so zbrali. Očitno imajo zdaj gasilci tako zaupanje, da jim ljudje dajo. Pa tudi taki primeri pridejo zelo prav, ki smo ga imeli v občini, kot ti reče, kakšna ena gospa rekla zvečer, gasilci nimajo pri meni vstopa, naslednji dan jih je pa prosila, ker je prišlo do nekega primera. In z gasilci se ni za igrati, nič ne strašimo, ampak ni važno kdaj, kje in komu gori, gasilci so tu in to se vidi večkrat. Tako da je gasilce kar dobro imeti
na svoje strani. Se mi zdi, da poleg športnikov v Sloveniji, da edino gasilci še imajo eno pravo spoštovanje. Nimamo ne župani, župniki, pa ne vem kdo, učitelji, sodniki, noben nima več ene veljave pa spoštovanja, mogoče še gasilci pa športniki. No pa treba je vendarle povedati, da so to prostovoljni gasilci, ne? Ja, seveda, oni žrtvujejo svoj čas, to moraš tudi v družini imeti urejeno, če tam ni podpore, da cele dni hodiš v krog in da si bolj poročen z gasilskim društvom, ko pa ženo, če tega ne razčistiš, ne moreš biti gasilec. In ponavadi so tudi cele družine gasilske, ne? Ja, In ja. to je tudi vrednota. A je eden od problemov, ki se zdaj pojavlja v Arnovskem gozdu, tretji del te cone, ki ste jo lepo zgradili, opremili, predali namenu, zdaj so se pa tam na 2 parcelah pojavili veliki kupi materijala. Ali so ti kupi materijala res iz Savinje, popoplavni, oziroma zakaj so tam, kako boste rešili ta problem, ker tudi zaradi prahu in podobnega so nezadovoljni tamkajšnji prebivalci? To je zdaj moja skrb in bolečina. Mi smo, Arnovski gozd postaja ena največjih in najbolj želenih obrtnih con v Sloveniji. Zdaj s tem zadnjo cono, ki smo jo uredili, komunalno infrastrukturo, smo pridobili še 12 hektarov zasedljivih površin, ker je možno objekte umeščati v prostor. Skupaj je zdaj že to za Jutexom, Novemom, za Enko in Dvojsko že preko 80 hektarov. To je in želja po nakupu zemljišč v tej coni velika. Zdaj pa, ker je bila še poplava, tudi Zgornja Savinjska in Skot kličejo podjetniki, da bi pa mogoče v strahu pred poplavo in ker je dolina v zgornjem delu še ožja, ni možno kje umestiti nove objekte, da bi to naredili prav tu v tem območju blizu. In mi smo zato upoštevali željo občina investitorjev in pridobili evropska republiška sredstva, skoraj 2 milijona, in zgradili na teh 12 hektarjih komunalno infrastrukturo. Še prej smo pa naredili pogodbeno komasacijo. No in eden izmed tistih, ki bi naj tam gradil, je zemljišče tudi kupil, je Nivo Eko, ki je koncesionar na vodotoku Savinja in dela zdaj veliko del, in on je začel lani jeseni po poplavi navažati gramus, naplavine. Strokovne službe naše so ga upozorile, kaj je zdaj to, kaj to pomeni. Rekel, to imam jaz za utrjevati verjetno talno dno, če bomo gradili. Kup je kar rastel, potem smo seveda mi še dopise še pošiljali, potem smo to prijavili inšpektorju, ampak tako bi se norčeval, kup je še rastel. Zdaj imamo pa mi težave, ker če mi prav čas ne bomo zgradili teh predvidenih objektov z določenim procentom, lahko evropska sredstva vračamo. Jaz sem enkrat že imel težave, nekoč, ko smo gradili odvajanje čiščenje komunalne odpadne vode za 5 sklopov v Savinjski dolini, je Vegrad, Cestno podjetje Celje in Cestno podjetje Maribor so šli v stečaj, in vem, da ko smo dobili kontrolo za evropska sredstva, sem gospejem razlagal, poslušajte, da je to problematičen menedžer, ta Hilda Tovšak pa Vegrad, in da so šli v stečaj, pa me gledajo, pravi, this is your problem. Mislim, sploh, in na koncu se ti zagovarjaš, in jaz se bojim, da so ogrožena ta sredstva, pa tudi nekateri investitorji nočijo zdaj tam graditi, ker je v neposredni okolici na tej parceli, ki je Senič nasu, smo dali zmeriti za dronom s posebno tehniko, zdaj že skoraj 100 tisoč kubikov materijala. Ne vemo pa, kakšen je ta material, čigav je, odkot je, ima okoljevarstveno dovoljenje, ali so noter, ker je to bila verjetno poplavljen material, so bili noter kakšni kadavri, je to noter kaj spornega, se tudi kadi od tega, prah, zdaj bo poletje, mene so sosedje predlagali, da bi organiziral neko polivanje strani gasilcev, jaz ne moram to odrediti, to je tuja zemlja. Lastnik se spreneveda, ne vemo tudi direkcija za vode,
nam je napisala, da bo to možno uporabiti za gradnjo cest, kaj ko bomo mi naredili neko javno naročilo, bomo rekli, da lahko tam pridobiš brezplačno naplavine ta Gramoz, seveda to ne bomo mogli početi. Po drugi strani smo pa zdaj dobili mi odvetniško pomoč, pravno pomoč, ker smo videli, da drugače ne bo šlo. Se pa že sprenevedajo in ta ministrstvo, katerega sestavni del je Direkcija za vode, se je proglasila za nepristojno in odstopa zdaj to drugemu ministrstvu. Skratka, iščejo krivca, kdo je dovolil, da se nesuje take količine in nam tudi povzročajo poškodovanje infrastrukture, ki smo jo zgradili, tudi izvajalec infrastrukture nam je že rekel, da ne bo prevzel garancije za odpravo napak v garancijski dobi, če že na parih mestih poškodovana oprema. Zdaj bo pa on garantiral za brezhibnost zgrajene komunalne infrastrukture. No, tale menadžer nam je naredil tja brez vseh dovoljenj, nam je navozil material, mi bomo ugotovili, katero ministrstvo, katera oseba je to dovolila po potrebi. Imamo močno pravno pomoč, pisarno iz Maribora, mi zdaj smo zahtevali tudi informacije javnega značaja, vprašanje sa strani ministrstev, mi bomo dali tudi, če bo potreba, ovadbe proti ljudem, tudi kako tožbo bomo sprožili, ker zdaj to samo sprenevedanje. Če 3 občine, očitno v Zgornji Savinjski, domnevno se je tam vozilo, niso dovolile deponiranje na območju svoje občine, je pa ta gospod Senič to deponiral na svoji zemlji, tam, kjer ne bi smel sredi. In to, da že ne govori pošteno, je to, da je meni že pred meseci rekel, se to bomo mi v pol leta vse odstranili. Ma tak človek, jaz vedno pravim, da v naši občini so zaželeni investitorji, ki pošteno plačujejo davke, prispevke, svoje zaposlene, so odgovorni do okolja, tudi družbeno odgovorni. Taki to ni, pa žihar kakorkoli bogat, zame ni zaželjen v tej občini. In tukaj mi je žal, da bomo morali zdaj po pravnih poteh se z njim in nam bo stroške povzročil. Mi moramo pa zaščititi evropska sredstva, mi moramo zaščititi svoje dobro ime, ker ti ljudje, sosedi zdaj pravijo, če kdo jim je to dovolil. Zdaj smo od začetku so rekli, da sem to jaz, zdaj že slišim, da je to državni sekretar pri Jožetu Novaku, ker je pač doma iz Gajšek Miran, ki je doma iz Lužnice. Zdaj se išče krivci. Ja, to še vedno, če bi recimo, ne vem, en občan 3 tovornjake pripelil zemlje na svojo parcelo, bi se takoj našli tisti, ki bi mu rekli, da je treba odpeljati in bi to tudi dosegli. Glejte, jaz tej državi več, v pravno državo že dolgo časa, župan bi moral zaupati prvi v pravno državo. Jaz žal ne zaupam več. Ena inšpekcija, mi imamo siromake, ki jim nekdo pripelje na njihovo zemljo neke odpadke ali pa nek Gramoz. In potem, če ne veš, kdo to je, si ti dolžan, da se ti to odpelje. Pravijo, da to ni kmetijsko zemljišče. Ja, a na stavbno zemljišče, sred Žalca, ne vem, pa lahko pripelješ material. Ma eno prikolico ga ne smeš pripeljati. In potem inšpekcijske službe siromake kaznujejo, take velike, se pravi, že včasih so rekli, da lahko ukradeš, tisko ukrade en vijak, bo kaznovan, tisko pa tovarno, pa ni kaznovan. Tole je ista zadeva. No, če greva malo naprej, samo kaj pomeni, mislim, da je občinski svet sprejel nazadnje sklep o tehnični posodobitvi občinskega prostorskega načrta. Kaj je to? To je pa taka čist zadeva po zakonu. To so ministrstvo občinam naložilo, da svoje krovne prostorske dokumente ažuriramo na osnovi po novih katastrskih osnovah. Tudi ministrstvo nam je zagotovilo približno 90% ali pa 80% za to denarja. Nas je to stalo približno 40 000 evrov, dobili pa smo 80% refundirano sa strani ministrstva. To pač ZUREP 3 zakon sam prinaša, ampak mi imamo zdaj že
v postopku druge spremembe in dopolnitve krovnega prostorskega dokumenta, že prvega smo sprejeli 10 let nazaj in smo rekli, tudi če zdaj druge spremembe teče, bomo najprej to na občinskem svetu sprejeli, pa nadaljujemo zdaj za drugimi spremembami s postopkom. Je še možno vlagati pobude za spremembe? Ne, to smo pa že zaključili pred časom, ker enkrat pa moraš reči ne, zdaj bo trajalo še to 2 leta, da to obdelamo. To je zelo zahteven postopek. To je 33-34 nosilcev urejanja prostora, ki se morajo do tega opredeliti. Mislim pa, da bo zdaj sprejemanje še kar malo bolj oteženo, ker zdaj smo videli, da smo mogoče preveč dopuščali gradnjo na poplavnih območjih. Tukaj po moje bojo zelo pazljivi, da ne bo možno graditi na poplavnih območjih, mogoče na plazovitih območjih bojo zopet. Marsikje mogoče tudi kakšna razpršena gradnja, poselitev ne bo tako možna. Meni, da bojo nosilci urejanja prostora pa kmetijska zemlja se bo maksimalno ščitila, tako da bojo kar malo zaostrili v primerjavi z dosedanjimi spremembami. Ampak postopek teče, mi takoj, ko bomo to sprejeli, jaz verjamem, da rabimo še 2 leti, tam do enega, vsaj jaz bi rad, tak je terminski plan, v 26 bi te druge spremembe sprejeli, bojo pa takoj začeli z sprejemanjem pobud za spremembo namenske rabe. Zopet pa gremo spet na nov. Kaj pa na OPPN, seveda na skoraj vsaki seji veliko teh občinskih podrobnih prostorskih načrtov sprejemate. Eden je ta za vzhodni del, severni del Šempetra, ki je pravzaprav se že vidi z ceste, da je zanemarjen. A se kaj kaže, kdaj bi se tam začelo urejati oziroma graditi? Tu je bilo sprejemanje kar dolgotrajno in težko občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sprejeli smo tudi program upremljanja. To je, če se od Štormana proti Šempetru peleš kmetijsko posest, je bilo to nekoč tam. To je res zapuščeno, degradirano območje. Lastniki so pa 3, Brlec, Tomaž, to so bili po denacionalizaciji lastniki postali, Jan Janoš pa Ivo Povše, ona 2 sta kmeta, hmeljarja, on je pa Ljubljančan arhitekt. In Tomaž Brlec je večinski lastnik tega. In zdaj oni se preprosto morajo zmeniti, za koliko denarja bodo to prodali. Ker tam je en lep prostorski načrt predviden, mislim, da je 14 takih elegantnih stolpičev, več stanovanjskih, do 240 stanovanj je možno zgraditi. Vse smo obdelali, ker je bilo zelo zahtevno tudi z vidika vedute, višine, degradacije, se pravi padanja, in tudi z vidika varstva kulturne dediščine in bojazni, da tam okrog naletimo na kakšno izkopanine iz rimske dobe. Vse to je bilo treba obdelati, ampak prostorski načrt speljan. In zdaj malce izseljujejo, imeli so že zelo zainteresirane kupce, da bi to kupili, začeli graditi, in zdaj vsaj eden izmed teh komplicira lastnikov, imeli bi višjo ceno in to bo ostalo, ampak to bo njim na dušo to pisano. Jaz bom to ves čas poudaril, da občina je svoje naredila, to je pa stvar zdaj lastnikov. Ne vem, kaj jim lahko naredimo. Hočeš jim pomagati, potem pa nekdo, ne vem, če bi 20 € po kvadratnem metru manj zaračunal, bi se tam že gradilo, ampak vsakdo hoče to spraviti čim dražje v promet. Tako da stvar je zdaj na duši. Ni pa lastnica občina ničesar in zato ni pristojna karkoli delati. Ni pristojna, mi smo prostorski, vse sprejeli, predvidene so ceste, mi lahko naredimo za novim investitorjem pogodbo o upremljanju in oni za nadomestitev plačila komunalnega prispevka zgradi komunalno infrastrukturo. Te primere dobre prakse poznamo, to lahko naredimo brez problema. Tudi žalska občina se je lotila posodobitve občinske celostne prometne strategije. To zdaj skoraj po vseh občinah poteka. Pa me zanima samo na kratko, kaj pričakujete, a bo ta strategija prinesla kakšne velike spremembe?
Ja, bolj bomo, seveda si bomo cilje postavili, pa diagnosticirali bomo, kaj moramo še narediti, da bi bil promet bolj varen, bolj zdrav, bolj pretočen, kakšne navade bolj zdrave lahko uvedemo. Drugače pa nabor smo dobili ukrepov, kaj še moramo narediti, več prometne, kje je prometno organizacijo, kje je prehode, kje jih se za temi zvočnimi signali za gluhoneme opremiti, kje še pločnik narediti. Jaz bi bil vesel, če bi država rekla, da ko bomo naredili program ukrepov, toliko vam letno dajemo, pa boste lahko kaj zgradili. To bi bilo v redu, tako bomo pa dajali v proračun, zdaj bomo še bolj vedeli, kaj ljudje pričakujejo, kaj rabimo. Toliko bomo imeli denarja, toliko bomo pa dajali v proračun, prioritete bomo z tega naredili. Sicer pa zdaj po novem se bo delala tudi regijska celostna prometna strategija, pa bomo potem videli, če bo potem kaj boljše, če bomo kakšne skupne projekte imeli. Ker tam v Šempetru, se sem rekla, da ne bova se več o tem pogovarjala, pa vendarle načrtovano krožišče ali pa vsaj ureditev, to je še tudi daleč. Ja, en del med SIP-om pa znano trgovino Mercator še manjka. Zdaj so se zgovarjali na poplavo, jaz sem z Ministrstvo za infrastrukturo, za Alenko govoril, tudi z predstavniki direkcije, mi imamo projekt upam, da bo zdaj to je nekako obljubljeno za drugo leto, to še manjka ta delček. Je pa zanimivo, ko se je delala avtocesta mimo od Vranskega proti Žalcu, je ves promet se valil čez Šempeter. In takrat je en gospa, ki je zdaj državna sekretarka pri Novaku Jožetu, Lidija Kegljevič, napisala takratnemu županu leta 1998 dopis, da v 3 letih bo sigurno ta cesta zgrajena čez Šempeter. Za vso to muko, vseh teh letih po fazah nam še zdaj to manjka in jaz ni zadnjič rekel, gospa Lidija, vam je kaj neroden, pa mislim, da je malo rdeča, pa je postala. In zdaj pa se je že kar nekaj županov zamenjalo, 98, se pravi, koliko je to, 26 let, zdaj bi bil pa čas, da že to naredimo. Alenka Bratušek se včasih hvali, da je Žalca doma, meni pa to čist nič ne koristi. In jaz upam, da bomo to res drugo leto naredili, ker tam rabimo krožišče in tam nasprot sredi Šempetra bi začel investitor graditi stanovanjske stavbe spodaj, pa tako mirno dejavnost, fizioterapija, zdravniki, ne vem. Se pravi, ta travnik, ki ga zdaj mnogi občudujejo. Ja, ga občudujejo, pa zdaj imaš jumbo panoje, pa se politiki smejijo iz tistih jumbotov dol, bi potem lepo pozidali za to, ampak zdaj ravno ker ni ceste, ker ni krožišča, tam ni odcepa, se to ne more zgoditi. Tako da tudi v bistvu investitorje s tem bremzamo. Jaz upam, da bo ta zadnji sestanek, ki smo ga imeli z Alenko, za ministrico, obrodil sadove. Se je pa končala gradnja kolesarske steze, oziroma tudi ta je bila poškodovana med poplavami, kako je zdaj, načrtujete že uradno odprtje? V težavah sploh ne bi, pa bi lahko, nič ne bom. Zdaj so imeli tehnični pregled, je kar nekaj, prejšnji teden je kar nekaj zadev še za odpraviti, vrhnji sloj, pa še marsikaj, ampak to pravijo, da bo odpravilo roko 1 meseca, potem bi pa lahko, to je od Špice pa do Šeškega mosta, to je v bistvu dobra stvar, konec dober, vse dober. Bomo povezali 2 urbana središča, Žalc pa Celje, pa vmes je še Petrovče, pa če rečemo, da gremo še do Šeč, imamo še Prebold povezan, je tu skoraj 9 kilometrov poti, en del jo gre po brežini Savinje, en del jo smo jo pa dol spustili in gre ob nasipov. Sej moja prvotna želja je bila, da bi šlo več izven nasipa Savinje, vendar je lastništvo bilo problematično, ker ljudje, kmetje so rekli, da jih bo to motilo pri obdelavi zemlje, da bo potežko orali, da kdo bo pol čisto, ko bo zemlja na teh kolesarkah, pa kdo bo, kaj bo z odgovornostjo, če koga poškoduje. Skratka, nasprotovanje je bilo to, da smo pač pol en del ceste morali vrniti, oziroma direkcija, mi smo občine zgolj pomagala.
To je državna, To je državna povezava. Mi smo pa pomagali in dali sredstva. Iz dogovora razvoja regije je občina žal dala 1 600 000, kot edina občina je dala za to kolesarko denar in jaz verjamem zdaj v roku enega meseca, da sprostimo ovire, da se začne uporabljati. Uradna otvoritev naj bi bila pa, smo se pogovarjali z županom Matijo Kovačem in z direkcijo in novim ministrstvom tudi pravi, da se s tem strinja, da bi pa naredili otvoritev na naš občinski praznik 6. septembra. Pa bi potem se malo zapeljali od Celja do Žalca, pa takrat je mednarodni folklorni festival, pa rečemo od Celja do Žalca je ravno polje. Tako. No, eden od takšnih odmevnih primerov pred časom je bilo to onesnaženje vode. Zdaj so se lotili tudi obnove tam tistega vodohrana. Mislim, da so te težave zdaj rešene v Žalski občini, tudi Šempeter je tu zraven. In pa kako je z javnim komunalnim podjetjem, tudi nadzorni odbor je malo gledal na njegovo delovanje in poslovanje. Kar resno so se ga lotili in pravzaprav niso nezakonitosti in nepravilnosti in nesmotanega poslovanja niso odkrili, so pa neki priporočili in naložili, kar je prav, ker mi moramo imeti komunalne podjetje vedno pod kontrolo, ker če jih pustiš malo zvajati, potem se kar razpustijo, treba jih je ves čas pritiskati. Ta kontaminirana voda, ta vodohran, se pravi, ki izvira v Preboldu, zajetje Likovič, pač napaja potem del vodovodnega sistema v Žalcu, Šempetru in naprej proti Polzeli, se zdaj obnavlja najprej ta vodohran, to je vzvajanje zelo 340 000 evrov je vrednost teh del, drugače smo pa za cel sistem, smo pa oddali vlogo iz načrta za okrevanje in odpornost. Imamo pa, kar smo imeli precej težav z pridobivanjem služnosti, ker narod tam po Šempetru ponekod je tako težak. Prej je na seznamu tistih, ki so pili kontaminirano vodo, se pravi, in kaj boste naredili, potem pa komplicirajo, boste dali služnost, da gre to čez vašo parcelo. Ja, ne bi. Ja, poslušajte, to vodo gre naprej proti Polzeli, pa do vas. In če do vas ne bi že na desetine ljudi podpisalo služnost, potem tudi do vas ne bi pritekla voda. In vem, da smo mogli nekateri imeti nekajkrat muko smo mučili, moram reči v Šempetru, da smo pobrali služnosti in spreminjali traso, vmes je še kako dedovanje, pa medsosedski spori, tako da projekt smo naredili in ga prijavili za načrt za okrevanje. To je pa 3 milijone vrednost projekta za v bistvu za transportni vod in obnovo sistema od tega vodohrana preko Prebolda, Šempetra in do Polzele. Kako pa je z nekdanjim hotelom in kazinojem v Žalcu, zdaj, ko je turistična sezona, pa da ne začnemo vedno s fontano, ne? Ali tam še deluje hostel, recimo še hodijo tja turisti? Največ nočitev poleg hotela Draganovičega, kako ga imenujemo, ima mladinski center, mladinski hotel. Kar oddajo mladi, imajo tam svoje prostore, jaz verjamem, zdaj poletje precej avtobusov, potem imajo, se povezujejo z pa kakšna športna tekmovanja in potem pa turisti raznih agencij z Poljske in Slovaške, ki prihajajo, potem prespijo tukaj, ker so razmerno poceni. Ampak mi moramo na tem hotelu, mi bi morali ta hotel še kar znatno obnoviti. Zdaj čakamo na kak razpis, bomo to postopoma naredili, ker ko smo ta hotel kupili, jaz mislim, da je bila to najboljša odločitev, ker če bi šel v tuje roke, sem prepričan, da nekdo ne bi nič vlagal in zdaj točno vem, da bi bili tuji delavci nameščeni, da bi bil do vrha poln parkirprat zagrajen, pa kaka vozila taga starejšega datuma spredaj parkirana. Zdaj pa mi, ko smo hotel kupili, smo povedali, da to ni samo
za javni interes, za društva, za mladinski center, ampak da bo to deloma tudi za podjetniško dejavnost. In mi smo se zdaj v sklopu tega dogovora za razvoj regij povezali, se mrežno povezujemo in bomo kandidirali skupaj z Laškim za sredstva podjetniškega inkubatorja. Spodnja Savinjska dolina se nekako, vse občine so se zavezale, da mi podjetniški inkubator rabimo in da ne bo smiselno, da v Žalcu, ker v Žalcu že imamo tudi razvojno agencijo Savinjo, ki je podporno okolje za vseh 6 občin, pomaga pri prijavi na različne razpise in bi potem eno nadstropje temu namenili podjetniškemu inkubatorju in to je tam 700-800 tisoč evrov in to bo potem tudi začela se prenova na tak način, da bomo te dejavnosti najprej, ki so podjetništvo inkubirancem namenjene tistim, ki so na coworkingu tam, ki bojo tam imeli svoje prostore, da bomo najprej temu delu namenili prenovo, vse ostalo pa potem glede na razpise bo počasi sledilo. Se pravi tudi kazino za enkrat tam, kar je notri Kazino ostaja. imamo najemnika, tako da si vse stroške zaenkrat pokrijemo. Mi imamo tam namen narediti knjižnico, ampak sem že malce obupal. Ministrico ste vabili, a ne? A si je že prišla kaj pogledati? Ne, ministrica si ne pride pogledati, tudi ne rimsko nekropolo in najlepše ohranjeno rimsko cesto ali pa najdaljšo. Mi imamo 300 metrov v Šempetru, ne vem, če je že kdaj bila tam, vse, kar je ministrica zagotovo ne. In ko so potem enkrat, ne vem, so sploh resno misli, da bi te spomenike pa prestavili kam. Ja, najboljš, da jih prestavijo, ker ko bo jih naložili, se bojo do Žalca že razsuli. Poleg tega sodijo tam, kjer so bili najdeni in tudi rimsko cesto, 300 metrov rimske ceste, ne vem, kam jo lahko prestavi. To je tako, kot je nekoč ena gospa z ministrstva rekla, da če je prej 2000 let iz prvega stoletja, ko so ti spomeniki in smo jih potem 1960 so bili odkriti, da če so tako dolgo zdržali, bojo še pa zdaj. Ampak jaz ni takrat razlagal, da mi Savinjčani ozimnico pa jajce v mivki konzerviramo, da tam lahko stane noter in kljubuje času, ko pa to pride ven, pa to vse črno postaja in lahko potem se poškoduje. Jaz sem kot mulc hodil v osnovno šolo Šempeter, so bili še čisto beli ti spomeniki. Danes so pa praktične zaradi Šoštanja, zaradi Trbovlj, takrat termoelektrarne so pa temni, je treba nekaj narediti, zaščititi. Mi smo zdaj naročili restauratorsko-konzervatorski načrt, ga sfinancirali, da bi se lahko prijavili na sredstva ministrstva, da bi se zaščitili te spomenike, jih obnovili strokovno, da bi še ne 30-40 let bili na prostorom, če že ne bo denarja, da naredimo streho, lep prediten prostor, kjer bi lahko imeli rimsko glasbo, rimske plese, s Ptujem bi se lahko povezovali z Ljubljančani, z Emono bi se lahko povezovali. Vendar to mora biti en tak razpis, ko so relativno visoka sofinancerska sredstva. Kaj ti nuca, če je projekt na 4 milijone vreden, pa ga sofinancirajo 30-40%. Še vedno moraš dati preveč zraven in zdaj po poplavi. Ja, če ljudi vprašaš, kaj je prej, ali je most, ali je sanacija plazu, ali je cesta, ki je odnesla, bo rekli, te prvo to vem, ko delam proračun, kot pa streha na rimski nekropoli. In tu bi pretržal, da tu država nekaj naredi, ampak država je tako slaba mačeha, da ti ne da za vzdrževanje, za upravljanje nič. Pa je spomenik državnega pomena, lastnik zemljišča pa SAZU. Mi pa to dajemo denar vsako leto na 20-25 tisoč evrov najmanj, delajo pa prostovoljno, pokrivajo, razkrivajo, kosijo, grabijo, vodijo turistično društvo, gospe so pa stare, tam večina, tam blizu 75 let. In kako dolgo še bo lahko zastonj delali prostovoljno, ne vem. Ob tem, da že vrsto let prosite oziroma pravite, da je potrebno to narediti. Ampak drugi so se vsaj malo pogovarjali. Tale gospa je pa zelo zanimiva, bom rekel, zanimiva. Dobro.
Velik projekt v lanskem letu, ob občinskem prazniku tudi je bil nov vrtec Zahod v Žalcu. Kako se je obnesel, da rečemo, zdaj v prvem šolskem letu? Je poln, so oddelki polni? Zelo zaželen. Zdaj kar naenkrat pa pravi, da dosti parkirnih prostorov, ozelenitev je zadaj, zdaj še eno povezovalno cesto tam zraven urejujemo. Zdaj pa to, zdaj so pa kar naenkrat ljudje zadovoljni, ga hodijo gledati, tudi drugod iz Slovenije. Ravnateljica je zdaj že kot turistični vodič po vrtcu, ko hodijo od drugod. Zaenkrat ni videti, da bi bile kakšne večje napake, se še niso odkrile. Razen na začetku ne dvakrat je neki signalizator za uhajanje plina se je sprožil in takrat moraš po protokolu odreagirati. Otroke dati ven, videti, kaj je krivo. Drugače pa radi imajo zdaj ta vrtec, saj smo ga tudi rabili in če bo žal, so še kar rasla nova večstanovanjske stavbe, pa potem še individualne gradnja. Tako vprašanje, kdaj bomo morali spet kaj na novo zgraditi. No, mimo grede na Ponikvi vrtec, ne bova podrobneje o tem, ampak ali je blizu gradnja? Gradnja ni blizu, smo pa zdaj končno ponovili razpis za projektiranje, ker prvič je bila tako visoka ponudba, da nismo imeli dovolj denarja. Zdaj smo ponovili in zdaj očitno še preverjamo reference, bomo izbrali v teh dneh projektanta in naročili projektiranje, pa imamo pa 3 mesece časa približno, zemljišče imamo, vse imamo, da sprojektiramo, da bi lahko potem začeli graditi konec leta oziroma prej začetku naslednjega leta. No. Seveda, Žalec je zdaj skoraj najbolj znan po fontani Piv, zeleno zlato. Letos ste poskrbeli tudi za nove sanitarije, torej spremljate, prilagajate, obnavljate. Ste zadovoljni številom, bom rekla, kar turistov ali pa obiskovalcev fontane? Verjetno so tudi domačini med njimi. Tudi domačini. Domačini se zdaj že znajdejo. Mi imamo tudi pri vrčku zdaj že refill, da ni treba vedno vrčkov kupiti, ker vrčko imamo doma že Savinjčani veliko. Pa se si lahko tudi tam v trgovinici kakšnega kupca privoščiš, sem pa prideš zato k fontani, da se družiš, da kakšnega kolega pripelješ, glede na to, kako scano pomlad smo imeli, da je ogromno deževalo, smo vseeno imeli veliko obiska. Ljudje prihajajo in zdaj smo, kljub se može dele mogoče dan, dva, mogoče že danes 10 000 prodanih vrčkov, v tem času pa se je sezona dela res šele dobro začela, se mi zdi to super. Pa če rečemo, da vsak vrček, to že dolgo vemo, generira 3 turiste, 3 obiskovalce, pa je to izjemno, ker vsak, kot prije avtobus, ne kupi vrčka, kupi pa magnete, kupi neke testenine, kupi salamo tam, kupi kako kukec, kakaj drugega v naši trgovinici. Potem pa, če to avtobus grejo, pa privošni grejo na mlinarju po našim gostincem, kmečkih turizmih, pa ima pa vsak od tega nekaj. In tak, v bistvu to je gospodarska panoga, tako se pol ta korist multiplicira. V redu je ta fontana, jo bomo še nadgrajevali. Ta pot, ko pa pravite, mi nismo sanitari imeli tam ta pravih premal, pa invalide je bilo treba rešiti ob fontani in smo se prijavili z enim projektom Od hmelja do piva, ki vključuje še zraven ekomuzej, pa potem še do ribnika Vrbje, pa vmes naprave za fitness na prostem, pa igrala za otroke, pa še kup stvari, označevalnih tabel. Smo dobili 350 000 evrov nepovratnih sredstev strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, tu smo bili zelo veseli in ta projekt je zdaj že v drugi fazi izvajanja. Prvi projekt je bil ravno ureditev sanitarij, 167-170 000 in zdaj ne bo več tistega straha, da so ocenjevalci vedno rekli, ko so prišli v Žalec, nimate dosti dobro urejeno sanitarije za invalide. Govoriva pa zdaj o turistični zvezi, tista akcija, ne? Tista akcija in vedno me je bilo strah, da mi prilepijo kako etiketo, ker to je zelo, pa novinari to znate, potem ponavljate 100-krat, me bo že prbili, vse dobro hočeš, no zdaj smo pa to
rešili, tako da zdaj nas pa lahko hvalite. Dobro. Tudi sodelovanje z župniščem je očitno dobro, ker zdaj še vedno eni rečejo, to je nov župnik, ne, po Viktorju Arhu, ampak zdaj pa že ni več nov, ne? Sploh ni nov, ne, zdaj to za moški, pri moški Vlado Bizjak postaja zdaj v najlepša leta prihaja, ne, tak med 50 pa 60, lani je bil star 50 let, ker ne me grdo ima, zdaj mislim pa, da bo imel 30. junija, bo pa praznoval že 25 let, bo imel srebrni jubilej maševanje, mogoče bo celo za pijačo dal. Dober sosed je, mi smo bili navajeni leta in leta na Viktorja in Jožeta, obeh ni več, ampak Vlado pa Jože mu pomaga, pa Ivan, no, se trudita. Jih morajo ljudje še sprejeti, ampak sta pa zelo korektna bila pri sanitariju, ker tudi cerkev so starejši ljudje pridejo in je treba tudi kdaj, ko se družijo okrog cerkve ali pa prireditev njihova, a je to birma ali je kakšna druga svečana maša, je več ljudi pa rabijo sanitarije. No, oni so dali svoje prostore, seveda z ustrezno najemnino, mi smo pa to s tem projektom uredili in to sva se lepo dogovorila z župnikom in on je zelo tak, bi rekel, trd, ampak korekten pogajalec. On vedno pravi, kar je dober za občino, je verjetno dober tudi za nas in obratno, pa se mi da pol še zmenimo. Tako. No, tudi nekaj drugih kadrovskih sprememb bo. Zavod za kulturo, šport in turizem dobiva novega direktorja z avgustom, 2 ravnatelja odhajata. Ja, v Petrovčak je bila odlična ravnateljica Irena Kolarjeva, 25 let, 5 mandatov. Ko je postavila ravnateljica, je bila stara 31 let, najmlajša, da takrat daleč. Zdaj pa ni važno, koliko je. Zdaj pa ni važno, da pa zaračunajte. Ampak sama se je odločila. Pravi, da moraš v športu, pri ratonjevanju, pri županih, gospodarstvu takrat, ko si relativno na vrhuncu in takrat, kot sam hočeš reči, dosti je. In ob vsej veliki podpori, ki je imela s strani kolektiva, ustanovitelja, staršev, je rekla, ne bom več. Enako je naredil ravnatelj v Šempetru po 2 mandatih, ima neke druge izzive, tako da je Griška mi je rekla, pa ne, nismo mi ustanovitelji tako hudi, ne, ker smo v dobrih odnosih, je tudi rekla, starši in otroci so vse bolj naporni, pred ravnatelje se postavljajo zahtevne naloge, učitelji tudi kdaj zahtevni, razvajeni, in zakaj bi ti prevzemal take naloge za kakšnih 100 evrov razlike, če sploh, da si ravnatelj, če si pa lahko učitelj. In mi je rekla, da tudi razmišlja, da ne bi čakala do konca mandata, da ko bo imela prve pogoje za upokojitev, se bo upokojila. Se pravi, ampak dobro, vsaka sprememba je pač sprememba. V Zavod za kulturo, šport in turizem je pa za nas zelo pomemben. To je naše podporno okolje, to je naše okno na področje kulturnih, športnih, turističnih dejavnosti. Malo so se koncepti, bi rekel, razhajali zadnje čase med tem direktorjem, ki je bil Boštjanom, in potem je bil razpis, mandat je potekel in je potem on v postopku po predstavitvi odstopil od kandidature. Zdaj bo direktor Marko Repnik iz župana občine Prebold. On je že zdaj volonterski župan občine Prebold, ni bil nikoli profesionalen, se tudi prej Vinko Debelak ni bil. In on ne bo več zdaj bil zaposlen na skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti, zdaj pač tam ne bo več zaposlen, bo v Zavodu za kulturo, šport in turizem. Razlika bo samo to, kar sem jaz tudi povedal, da bo mogel tukaj 3-krat več delati, to bo razlika, ker so naša taka pričakovanja. Mislim pa, da ima dosti čustva inteligence, dosti izkušenj, da bo zadevo pomiril,
bi rekel, naredil tam eno dobri preskok miselni v ZKŠT-ju in gremo v nove zmage. Tako, in prva seja po počitnicah, potem poletju bo seveda slavnostna občinski praznik. Kaj napovedujete? Ja, pokazali bomo, kaj vse smo naredili, zdaj bo pa že kar kaj za pokazati. Po kolesarski poti sem že povedal, da se bomo peljali, kar nekaj cest, infrastrukture bomo lahko pokazali, ki smo je uredili. In to je pravzaprav vse, pa kakšna dobra prireditev. Malo bomo pokazali projekte, kaj vse načrtujemo, da ljudje vedo mečkam, kaj lahko v naslednjih 2 letih pričakujejo. Malo bomo že lahko povedali, kako se pogovarjamo z ministrstvi, glede tudi protipoplavnih sanacijskih ukrepov, ker to ljudi zelo zanima. Jaz lahko kakšna negodovanja, nasprotovanja ljudi zdaj, ki so upravičeno nezadovoljni, samo prepošljem na pristojno ministrstvo, ker jaz nimam ne denarja, ne moči, da bi lahko tukaj naredil. Vem pa, da moramo. Pa s temi izkušnjami, ki jih imamo, v dobrem in slabem, gremo naprej. Saj Žalec je na Ž, ampak dostikrat se mi pa res zdi, da Žalec ni težaden in da se včasih tudi znamo kdaj v prve vrste postaviti s fontano. Smo pokazali, da če si dosti vztrajen, drzen, inovativen, pa se ne prestrašiš, potem ti uspe, pa to tudi pri drugih projektih, in takrat sem dobil malo več korajže, da me ni strah, da se pravzaprav nič kaj ne bojim, nobenim nisem nič dolžen. Tudi se mi zdi, da sem že toliko star, da se mi tudi vsakim ni treba več družiti, da nekdo, ki te jemlje energijo, ki te izčrpuje, pač mu rečeš hvala lepa, ni potrebno. Drugače se še pa vedno imam voljo potruditi, rad imam ljudi, da se srečuješ, moje prav, kako se ti ljubi, se ustaviš, vprašaš, se pogovarjaš, ampak tak sem in upam, da bom tako ravnal enkrat, kot je naredila Petrovška ravnateljica. Bom rekel hvala, dosti je bilo, rad vas imam, zdaj pa grem drugim zmagam naproti. Dobro. Hvala lepa za tale pogovor. Seveda lepo poletje, tudi delovno, pa ne bova zdaj odpirala nove teme, tudi vaši sodelavci ne bodo vsi šli na dopust za 2 meseca in se potem vidimo najprej na praznovanju občinskega praznika. Hvala lepa za povabilo, hvala vam VTV-ju, ker tako lepo in korektno poročate o našem delu in upam, da so z vami in z nami gledalke in gledalci zadovoljni. Tako, so pa kritični, kar je tudi prav. Vedno, tako je tudi prav. Tako. Vedno bodo. Hvala lepa. Hvala enako. In tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lepo se imejte še naprej.